Če se osredotočim na vsebino, torej, predvsem bomo, ker organiziramo to konferenco, kljub temu, da govori o kulturi, ljudje zunanjih odnosov, političnega področja, smo se odločili, da preverjamo torej to idejo, kakšno vlogo ima lahko kultura v zunanjih odnosih, predvsem za predstavniki iz naše soseščine. Torej Zahodnega Balkana, ki je, kot veste, ena izmed pomembnih prioritet slovenskega predsedovanja, pa tudi iz držav tako imenovanega področja skupne evropske sosedske politike ali European Neighborhood Policy. Torej ta evropska sosedska politika, politični pojem, zajema dva dela sosedske politike, en je Mediteran, drugi je naša nova vzhodna soseščina, torej vzhodna Evropa, Ukrajina, Moldavija, Gruzija in tako naprej, medtem ko Rusija ima v tem političnem odnosu v Evropske unije svoj posebni status. Ker seveda Slovenija najbolj pozna in tudi najbolj sodeluje z državami Zahodnega Balkana, smo želeli zbrati čim več izkušenj z tega področja. Zato smo za našimi partnerji, Mirovni inštitut in ZRC SAZU, znanstveno-raziskovalni center SAZU-ja, organiziramo dve delavnici že dan pred uradno konferenco, 12. maja. Dve za slovenskimi partnerji in eno, tretjo delavnico z mednarodnimi partnerji, v bistvu za Galerijo Škuc. Druga delavnica organizira Mirovni inštitut na isti dan, naslov na razpotju kulturnih politik Zahodnega Balkana. Prav tako vabijo sodelavce iz Zahodnega Balkana in priporočila tako z prve kot z druge delavnice bomo slišali tudi na glavni konferenci. Tretja delavnica organizira Galerija Škuc, v bistvu to nadaljevanje projekta Europe Lost and Found oziroma Lost Highway Expedition, ki traja že 2 leti, ki ga Ministrstvo za zunanje zadeve tudi vse skozi podpira. Iz več razlogov, ker je to iniciativa mladih slovenskih balkanskih intelektualcev in kulturnih delavcev, ki živijo v balkanskih državah oziroma ki so del diaspore, ki so se pač zaradi študija delovnih razmer živijo zunaj tako evropskih držav, kot tudi združenih držav, predvsem se pa še vedno aktivno, intenzivno ukvarjajo za izboljšanje razmer na Balkanu. Tako da to je, njihova delavnica bo preučevala, kako vsi njihovi sodelavci, predvsem umetniki in intelektualci predstavljajo razmere zanje v njihovih državah leta 2018. In ta delavnica bo tudi pripravila del vsebin za tako imenovani lexicon of the future, lexicon for provisional futures, kjer želijo obdelati bodočnost Balkana oziroma imaginacijo Balkana in jo ponuditi tudi kot značajnim političnim inštitucijam Evropske unije in Balkana. Torej, to je uvod v konferenco, isti večer odpremo tudi razstavo Mojce Fungerčar, Bratstvo in enotnost v Galeriji Žigalica. Zakaj Bratstvo in enotnost? Ker v letu medkulturnega dialoga, kamor seveda Slovensko sodi tudi kontekst naše konference, je zelo pomembno uveljavljanje principa, da ni dovolj, da skupnosti eksistirajo, čeprav z enakimi pravicami ena poleg druga, pač pa se morajo med sabo aktivno sodelovati, izmenjavati izkušnje, se spoznavati in tako naprej. In mi bi pozorili na primer delavcev iz držav Zahodnega Balkana, ki živijo v Sloveniji, kako se njihov položaj spremenil, recimo iz časa, ko so gradili avtocesto Bratstva in enotnosti, in to sedaj, ko pravzaprav živijo v tuji državi, eno državi in je njihov položaj kot
sezonskih delavcev predvsem drugačen. Torej želimo opozoriti tudi na ta element medkulturnega dialoga, da imamo pravzaprav ljudi iz drugih okolij med sabo in da je pomembno, kako med nami živijo. Ne samo zadnje, pač pa tudi za celotno slovensko družbo. Torej, konferenca je organizirana v Evropskem letu medkulturnega dialoga in to predstavlja tudi njen širši okvir. In tematsko se bomo gibali v tem okviru. To, da seveda je tema očitno zanimiva tako za civilno družbo, kot tudi za politike, kaže že zelo visoka udeležba pomembnih govornikov. Konferenco bo odprl slovenski zunanji minister, dr. Dimitrij Rupel, potem, ki bo predstavil slovenski pogled in namen, in cilje, zakaj se konferenco organiziramo. Na to mu sledi komisar za vzgojo, izobraževanje, kulturo in mladino Jan Figel, na to komisarka za zunanje zadeve in evropsko sosedsko politiko Benita Ferrero-Waldner. Žal, kljub njeno prvotno potrdilo se konferenco osebno ne bo mogla udeležiti, ker že potuje na vrh EU Latinska Amerika, vendar bomo imeli njen video posnetek njenega govora. Sledi Franz Timmermans, nizozemski minister za evropske zadeve, ki bo predstavil pogled in prakso ene izmed držav članic, ki že v precejšnji meri upošteva kulturo v svojih zunanjih odnosih in se z podobnimi problemi, torej multikulturne družbe, sooča tudi doma. Na to prehajamo na tako imenovani vsebinski kontekst. Hayes de Vries, raziskovalec na nizozemskem Kinderville inštitutu za zunanje zadeve, tudi nekdanji član nizozemske vlade, nekdanji koordinator za protiterorizem pri visokem predstavniku Solani, pripravlja študijo o kulturi v zunanjih odnosih, ki bo tudi natisnjena. In to bo uvod, ki bo prikazal predvsem pogled na našo temo iz bolj zunanje politične perspektive. Zdaj da, če se vršim vprašanje. Tudi mogoče še ena stvar, ki bi bilo za omeniti, da konferenca ne bo odprtega tipa, se pravi, konferenco nažalost ne bo mogel odkriti kdorkoli, razen ljudi, ki bodo povabljeni. Registrirani. Ker je dogodek predsedovanja in to oštri režim, ki ga imamo odkriti. Zato bi vas tudi upozorila novinarje, da se tudi vi morate registrirati, da možete emitirati. Ja, sej do 9. maja je čas, javite se meni in mi ga to v bistvu radimo. Kar se tiče intervjuja z našimi udeleženci, če želite, lahko poskušamo organizirati tudi predhodne intervjuje, se pravi, da jih pravite telefonsko oziroma po elektronski pošti. Zdaj dim za vse te vrste dejavnosti je Gabi Matkovič pri nas, vse zibinska, za kakšen kod dodatna vsebinska pojasnila, Meta Štuler, tudi jaz. In dejansko, kot rečeno, v velikem interesu nam je, da se o tema medkulturnega dialoga, tudi našega področja, predvsem o tema medkulturnega dialoga piše. Tako tudi, morda je tudi recimo Ljubljanska deklaracija po Krivičenju nekoliko spregledana, kakorkoli je resnično pomembno del tega procesa. In vsekakor je pomembno opazovati in se tudi vključiti vso to mobilizacijo civilne družbe in poskus dialoga med civilno družbo in politiko se nam zdi izjemno pomembno. Tako za Evropsko unijo, kot za našo družbo, kot za naše stike, za našimi partnerji, za naše soseščine.